Takole. Dober večer na naši četrti postni katehezi, postno-krstni katehezi. Že v ozadju vidite, kaj bo naša nocojšnja tema, da bomo stopili k četrtemu temu pomembnemu evangeliju za pete postne nedelje iz leta A. To je zgodba o Jezusovi obuditvi Lazarja. Izhodišče je torej ta evangelij iz 11. poglavja Janezovega evangelija in bi se morda najprej lotili tega, kdo je bil Lazar. Lazar je bil Jezusov prijatelj. In če pogledate na hitrico čez njegove čudeže, se Jezus ni kaj dosti ukvarjal s svojimi prijatelji in znanci pri čudežih. Nič nimamo napisanega, da bi recimo kdaj Mariji čudežno pomil posodo. Ali pa da bi Jožefu kakšen zlomljen stol čudežno popravil. Tokrat pa so bili predmet njegovih čudežev neki neznanci, oddaljeni, Sirofeničanka, neki Jair, stotnik. Tokrat pa se ukvarja s prijateljem. Tudi v Kani Galilejski ne vemo, kdo sta tista ženin pa nevesta. Sta neznanca. Tokrat pa si upa narediti čudež s prijateljem. Zakaj ni nekega neznanca obudil, ampak prijatelja? Očitno, ker si je to upal. Ker je to bilo, ta obuditev niti ni bila tako enostavna. Lazar je še enkrat moral umreti, enkrat je šel čez smrt, pa še enkrat je moral iti čez smrt. Seveda ta naporni čudež je rezerviral za nekoga, ki ga bo recimo razumel, ki mu bo na neki način lahko tudi odpustil ta čudež. Jezus si več upa s prijateljem in ga prikliče nazaj v življenje. In s tem da podobo za vsakega od nas. To, kar on dela z Lazarjem, konkretno, to v prenesenem pomenu nekako, v sakramentalnem pomenu dela z nami. Tudi Lazarjevo obujenje od mrtvih je ena od podob za krst. Pomislimo, Marta, ki je tukaj se pogovarja z Jezusom, ima vero v vstajenje. Vem, da bo brat vstal poslednji dan, ampak to še kljub temu ni moglo uničiti njene žalosti in očitkov, ki jih je namenila Jezusu. Jezus pa pokaže svojo moč, zato, da bi to vero okrepil in jim pokazal še nekaj več. Lazarja obudi že zdaj, ne šele poslednji dan. In tako potem tudi naš krst ne učinkuje samo na koncu nekje, ampak že zdaj. Saj moč krsta ni samo za to, da nam odpre pot v nebesa, ampak je v krstu moč, da že zdaj zaživimo kot novi ljudje. Če je Lazar tukaj zapustil po 4 dneh svoj grob, potem pomeni, da tudi mi moramo znati zapuščati svoje grobove. Adam se je skrival pred Bogom in se skril v grob greha. In v tem grobu greha se mi vsi znajdemo. Zdaj pa je treba ta grob zapustiti, ker nas Jezus kliče ven iz njega. Greh, grob, onemogoča, da bi se ljudje videli, da bi lahko stopili v komunikacijo. Greh nas zveže, smo zvezani s tem grehom. Jezus pa tega ne pusti. Razvežite ga, naj hodi.
tako tudi mi, ki že smrdimo od greha, lahko stopimo ven in spet pridemo v stik z drugimi. Vsak greh, velik ali majhen, človeka ločuje od Boga in od bližnjih. Bolj ali manj, odvisno od tega, kakšen je. Če je večji bolj, če manjši manj. Jezusovo klicanje iz groba, njegov krst, njegovo očiščevanje našega življenja, pa nam zapoveduje nove odnose. Zato nam Jezus lahko zapove, ljubite se med seboj. Lahko zapove in naroči, da moramo med seboj gojiti tiste odnose, kakršnega ima on. Krst, ki smo ga že doživeli, je pravzaprav na eni strani naša smrt, smrt starega človeka in pa tukaj obujenje, začetek življenja novega. Vprašanje je pri tem našem dragem Lazarju, ali je bilo kaj razlike v njegovem življenju pred obujenjem in po. Lazar, ki je živel svoje prvo življenje, je živel pač tako kot vsi, čakal nekako na smrt in ko je smrt prišla, ga je odpeljala. Ampak potem, ko je Lazar prišel iz smrti nazaj v življenje, si predstavljate, da je živel enako? Poznamo morda nekaj pričevanj tistih ljudi, ki so bili dalj časa odsotni v kakšni komi, ali pa ki so že prestopili in šli po nekih tunelih, že se vozili malo proti neki svetlaj, pa so jih potem nagnali nazaj. V glavnem ti ljudje pričujejo, da niso več živeli enako, da je njihovo življenje po tem dogodku dobilo drugačen tok. V glavnem pravijo, da se niso več bali smrti, ker so že videli, da to ni tako hudo, ampak da so pa dosti bolj resno uporabili svoj čas tega drugega življenja. Zdaj pa postavimo ta dogodek v naš krst. Ali je kaj razlike med nami pred krstom in po krstu? Boste rekli, pa saj smo bili krščeni kot otroci, pred krstom nimamo nič zavestnega življenja. Drži, ampak ali se razlikuje naše življenje, da je to res življenje krščenih, to, kar mi živimo? Ali pa je res potrebno, da morda malo pogosteje obnovimo svoj krst? Za velikonočno vigilijo smo poklicani, da se pridružimo obnovitvi krstnih obljub. Pri vsakem krstu otrok to ponavljam. Pri vseh drugih večjih zakramentih se ponovi. Se spomnimo svojega krsta. In zato ni slabo, da se spomin na krst obnavlja. Zato ni slabo, da poznate datum svojega krsta. Moj je na današnji dan. In žal sem lahko samo z balkona pomahal proti zvoniku cerkve, kjer sem bil krščen, in telefon sam je bil tako prijazen, da mi je ponudil slike iz lanskega leta, ko sem poslikal 2-3 fotografije krštilnice, ko sem šel tja. Ker mi danes ni uspelo, da bi tja šel še zraven. Ampak vem in praznujem ta današnji praznik krsta. In je lep dan zame. Se večkrat spominjam tega. Tudi vi, spomnite se svojega krsta. Praznujte svoj krstni dan. Tako ali drugače, lahko s preprosto molitvijo, lahko že s tem, da se samo pokrižate z blagoslovljeno vodo. Tudi to je vsako pokrižanje z blagoslovljeno vodo je pravzaprav spomin krsta. Da se zavemo, moje življenje po krstu je drugačno. Ni mi treba več imeti tako groznega strahu, ne pred življenjem, ne pred smrtjo. Ker živim ne samo svoje, ampak tudi Kristusovo življenje. Kristus je prišel in ko je Lazarja poklical, Lazar, pridi ven, ga je poklical k sebi. Poglejte njegovo roko tukaj nad mojo glavo.
S to roko on pravzaprav vabi Lazarja k sebi, ker mu daje svoje življenje. V krstu mi prejemamo Jezusovo življenje, v Euharistiji pa sploh transfuzijo. In zato naše življenje ni samo naše, ampak tudi Kristusovo, ker nas je on odkupil in oživil, tako in še bolj kot Lazar. Zato je prav, da se vprašamo, kje pa je ta krst, ki smo ga prejeli kot otroci, aktiven in viden v našem življenju. Kje se opazi, da sem krščen? Kaj počnem takega, česar ne bi počel, ko bi ne bil? Oziroma, katerim dejanjem me moj krst nekako ne sili, pač pa pripelje. Zato morda čisto za hipec se ustavimo in premislimo, kako krst deluje. Kaj si upam storiti, ker sem krščen? Kaj sem dolžan storiti, ker sem krščen? Krst mi je odprl pot do vseh sakramentov. Kaj še mi omogoča moj krst? Kako lahko poskrbim za dobrino krsta za tiste, ki te dobrine še nimajo? Prisilno krščevanje odpade, jasno. Samo kdor prosi za krst, tisti lahko krst tudi prejme. Kako pripraviti naše sodobnike, da bodo zahrepeneli po krstu? In krščene, da bomo živeli iz krsta. Lazar se je vrnil v življenje, v odnose. Množica ga gleda in seveda vsi so hodili potem ga gledat, pač atrakcija. Njegovo življenje je bilo ogroženo, tudi njega so potem začeli zasledovati veliki duhovniki, pa so se odločili, da bodo umorili tudi Lazarja, ker je bil živ dokaz, kronski dokaz za Jezusovo božansko moč. In če se ga zmakne, to so si izmislili to zgodbo o Lazarju. Saj ni bilo posneta na video. Noben od teh na video ni imel telefona, da bi posnel. Če bodo danes, bi vsi telefone imeli že zunaj, pa bi snemali, kaj se dogaja. In bi objavili na Twitterjih pa na Facebookih. Tega bi se dalo to še zatuškati. To je bilo Lazarjevo življenje ogroženo. Lazar je bil poklican, da pričuje. Že s tem, da je tam, kjer je. In da je ogrožen. Okrepimo torej svojo vero in ji dajmo moči, da bo lahko pritegnila še druge. Zdajle sem na predavanju slišal, da približno v temle kraju, kjer sem, da je 1/3 otrok krščenih, novorojenih. V Ljubljani mogoče še manj. Se pravi, da je tej populaciji, ki se zdaj rojeva, je strašno veliko kandidatov, ki jim bomo mi poklicani predstaviti svoj krst in jih povabiti h krstu. Ker jih starši pač ne prinesejo več sami od sebe.
kaj bomo storili? Ali se bomo zaprli v svoj geto in bomo zadovoljni s 5% populacije, ali bomo resno vzeli Jezusovo naročilo, pojdite po vsem svetu in naredite vse narode za moje učence in krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In obuja mrtve iz grobov greha in jih vabi k sebi, tudi prek nas. Povabim vas, da zdajle izpovemo krstne zaobljube, da obnovimo krstne zaobljube, samo da iščem tole zadevo. Tak. V imenu, bomo kar nocojšnji sodelavec, ga kar povabim, da na glas odgovarja. Vsi odgovarjamo tole, eden tisti, ki je pa zmenjeno, da bo sodeloval na nadaljevanju, pa naj še na glas. Vsi pa v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Dragi bratje in sestre, tudi mi smo bili z velikonočno skrivnostjo po krstu pokopani s Kristusom v smrt, da bi z njim živeli novo Božje življenje. Spomnimo se krstnega dne, ko so se najverjetneje drugi namesto nas odpovedali hudemu duhu in izrekli vero. Danes to potrdimo tudi mi sami s svojim glasom in odločno izpovejmo. Zatorej vas vprašam, se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božjih otrok? Se odpovem. Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh? Se odpovem. Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha? Se odpovem. Verujete v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? Verujem. Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verujem. Verujete v Svetega Duha, v Svetokatoliško cerkev, v občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje? Verujem. Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, nas je prerodil iz vode in Svetega Duha in nam podelil odpuščanje grehov. Naj vas varuje s svojo milostjo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu, za večno življenje. Amen. V imenu Očeta in Sina, Svetega Duha. Amen. Hvala lepa za pozornost in s tem zaključujemo nocojšnjo katehezo.